Menjava države in znova predstava za pohvalo. Po šestici v mreži gruzijskega moštva Olimpije Rustavi je vijoličasta četa prepričljivo odpravila tudi Ukrajince. Tokrat je bila na drugi strani Zorija, v prejšnji sezoni 12. uvrščena ekipa tamkajšnjega prvoligaškega prvenstva. Darko Milanič je ob določenih odsotnostih poškodovanih posameznikov nekoliko premešal zasedbo. Znova se je že od prve minute šlo odločno v boj z veliko vnemo in željo po kombinatorni, učinkoviti igri. Za ta začetni del priprav se igra kar nad vsemi pričakovanji. Že četrtič zapored so bili v enem polčasu doseženi 3 zadetki. Nekoliko manj zagnanosti je bilo tokrat prisotne v nadaljevanju tekme. Tako, kar se tiče prvega polčasa, mislim, da smo z njim lahko zadovoljni, da so fantje igrali dobro, da smo izgledali kot moštvo, ki ve, kaj hoče. Dosegli tudi 3 zadetke in jasno je, da je bila slika v redu. Kar se tiče drugega polčasa, pa ne moremo biti zadovoljni. Nasprotnik je mogoče stal malo bolj discipliniran na igrišču, vendar smo igrali definitivno prepočasi. In s tem ne moremo biti zadovoljni. Zdaj se nam je že drugič ponovila zgodba, prvi polčas zelo dober, drugi ne. Ker sta ob Tavarešu lažji poškodbi staknila še Berić in Volaš, sta napadalno navezo v dvoboju z Ukrajinci tvorila Velikonja in Ibrahimi in s 3 goli z dobrim sodelovanjem odločila o zmagovalcu. Ibrahimi je po uspešni predstavitvi v Ljudskem vrtu spodbudno nadaljeval s prilagajanjem na nove soigralce in zahteve na igrišču. Prvenec makedonskega nogometaša v vijoličastem bo zapisan v Kidričevem. Poteza za vodstvo 1:0 je izzvala aplavz prisotnih. Učinkovitih potez do odmora ni manjkalo. V akciji za 2:0 je Viler imenitno podal, Velikonja pa dokončal nalogo in zaključil za povišanje rezultata. Z golom vijoličaste enajstice je bil dosežen tudi končni rezultat, kot je izvajal Cvijanović. Velikonja pa je tokrat namen dosegel z glavo. Ob tem, da se trese mreža na nasprotni strani, je nadvse spodbudno, da mariborska ostaja nedotaknjena. Minutažo med vratnicama sta si razdelila Pridigar in Topič, znova nista dovolila žogi poti v mrežo. Enkrat pa je Ukrajincem veselje preprečil okvir gola. Ja, res, rezultatsko je bilo dobro. Čeprav to so pripravljene tekme, ni tako važen rezultat, tako najbolj važna je igra. Mislim, da nam zdaj kar uspeva. Seveda, če imamo dosti, da naredimo pred sabo, upam, da nam bo čim boljše to uspelo, da se čim boljše pripravimo za Evropo in za prvenstvo. Sploh za mene, za golmana, najbolj pomembno je vsako tekmo, če ne dobiš gola. To je ena motivacija tudi za naprej. Čeprav zdaj dobro deluje ekipa, in če ne dobiš gola, pomeni, da ni samo odvisno obramba, mislim, da so tu vpleteni vsi enajsterici. Naslednja preizkušnja zdaj spet sledi na domačem stadionu. V soboto ob 18:30 prihaja v Ljudski vrt ukrajinski prvoligaš Arsenal s Kijeva, ki je bil v prejšnji ligaški sezoni 3 stopničke pred Zorijo.